Katere trenutne projekte oziroma naloge na področju poslovnih financ želite izpostaviti oziroma bi jih izpostavili iz bližnje preteklosti? Kar se tiče налог и проектов, najbolj zahtevna naloga je bila zniževanje finančnega vzvoda in pridobivanje dodatne likvidnosti. За лето 2014 smo zniževali kazalnik neto finančne zadolženosti EBITDA z 5,7 до 2,8. С видика ликвидности smo повышали расположливые лимиты по денарным средствам с 860 миллионов до 140 миллионов. Тут и придобили додатные виды долгосрочного финансирования. С видика проектов я бы поударил издаю обвязниц на славянском тыргу, по издаю коммерциальных записов, кисе сгодила у марта лета 2015. По туди имплементация системы за внутреннее коммуницирование и управление с проектом, говорим за Yammer, за SharePoint. Kako se je vloga poslovnega finančnika v podjetju spremenila glede na nekaj let nazaj? Vloga finančnega direktora in finančne službe ne moramo gledati ločeno od spremembe ekonomike pa poslovnih procesov. Osnovne značilnosti to je zahteve k hitrosti obdelave podatkov, zvišanje stopnje negotovosti, pa tudi sprememba kriterijev poslovanja podjetij, govorim predvsej za družbeno odgovornost. Temu sledi spremembe v finančne službe. Kar se tiče negotovosti, naš odgovor na zvišanje negotovosti to je razvoj veščin zaposlenih za obvladovanje kompleksnih podatkov. Kar se tiče hitrosti, to je predvsej razvoj IT-infrastrukture. Kar se tiče negotovosti, to je priprava dolgoročnih finančnih načrtov pa dodatni rezerv z vidika likvidnosti ter podaljšanje virov financiranja. Z vidika družbene odgovornosti, to je dolgoročno planiranje socialnih programov pa pravočasno obveščanje javnosti pa zainteresiranih oseb, kaj se dogaja v podjetju. Kakšna je vloga poslovnih financ pri upravljanju z dobavitelji v vašem podjetju? Delo finančne službe v našem podjetju je zelo povezano z dobavitelji. Jaz bi poudaril tri osnovne točke. Prva to je klasifikacija naših dobaviteljev in določenje plačilnih pogojev za posamezne vrste dobaviteljev, to je prva. Kar se tiče druge točke, to je spremljanje na dnevne, mesečne pa letne ravni denarnih tokov in izdelava navodil za službu nabave pa službu za investicije za uravnoteženje denarnih tokov. In konec koncev to je sodelovanje z našimi dobavitelji, da bi pomagali jim, da bi oni delali skladno z našimi zahtevami do njih. To pomeni organizacija financiranja za njih z vidika faktoringa in tudi sodelovanje z zavarovalnicami naših dobaviteljev, da bi pomagali jim, da bi bili našimi dobaviteljami in sledili našim kriterijem.